Ne moram zdaj le Jure prost. Ajde, cilj. Nikamor pobegniti, tole boste po moje hoteli slišati. Všeč so mi produkti, ki imajo v svojem jedru to, da skrbijo za uporabnika. V roki držim Huawei Watch 5. Zdaj jo intenzivno uporabljam že 10-12 dni celo. Z njo celo spim, česar nisem bil vajen početi. Z njo sem v prostem času, v službi, medtem ko se rekreiram, v bistvu medtem, ko počnem vse. Tako da to je video o tej uri, pa o tem, na kakšen način mi je pomagala. Že 100 let se nisem tako zgodaj snemal. Dajmo pogledati, kje je Španija, taka vijolična ikonca. A je ga? Punk. Ocena spanja 84%, velikenih zvezdic, to je kar dobro. Trajanje 6 ur, cilj je bil pa 8. Gledo, globok spanec, uro 53, rahu spanec 3 ure 1 minuto, spanje REM 1 uro pa 6 minut, budno stanje 1x6 minut. Povprečen srčni utrip sem imel 57 utripov na minuto, pa povprečna variabilnost srčnega utripa 36 milisekund. Zdaj pa, če hočeš več podrobnosti, greš pa na aplikacijo na telefonu, pa tam pa gledaš naprej. Če kaj, mi je šlo dostikrat na jetra, da sem moral na sprehode, na tek, na različne športne aktivnosti vedno imati še telefon. Ampak, veš, sem pa tja se povsem zgodi dan, ker pričakuješ kakšen klic, a pa ne vem, čakam, da me ta mala pokliče, da je prišla iz šole, da vem, da je vse okej, kaj podobnega. Takrat si pa moral telefon s sabo imeti, ne? No, zdaj pa ne rabim. eSIM, mislim, meni je to spremenilo ogromno stvari. Tako da dejstvo, da sem vse skupaj rešil z eSIM-om, mi dejansko pride prav v praksi. Pa ne rekel čisto vsak dan, ampak skoraj vsak dan. In to je veliko, to ni malo. In to mi najbolj prav pride med vožnjo. Ne maram držati telefona v roki, sem pa tja se mi zdi, da tako vsi malo prekršim, ampak načeloma mi pa prav pride, da imam takrat vse skupaj speljan na uro. Glej, za 3 funkcije gre, ki so že prednastavljene. Ena je upravljanje s telefonom, druga z glasbo, tretja pa z budilko. In če te zdaj zanima, kako to izgleda v praksi, bolj preprosto pa intuitivno ne more biti. Klic sprejmeš takole, pa funkcijo zamenjaš takole, sprav podrsaš s palcem po kazalcu. Tako sprejmeš, tako skenslaš, tako utišaš budilko ali pa zamenjaš musko. In that's it. Bolj preprosto ne more biti. Šport je tako. Ura lahko prav pride, če igram, če ene stvari počnem sam. Valjda ne bi nosil ure, niti očal, če bi bil tukaj na igrišču s frendi. Pa tudi ves čas ne visim na uri, pa preverjam svoj utrip pa druge funkcije. Ampak je pa zanimivo spremljati, kako se odziva tvoj srček, kako napreduje forma in malo za nazaj gledati, kako si ob istih ponovitvah se držal ti. Mislim, jaz. No pol ne, kadam pa ves ta stres povezan s službo, konec koncev tudi s športom, ker gre za telesni stres, zaradi katerega si pa boljši, ne slabši, kadam vse skupaj na stran, ker sem doma. Takrat se pa spomnim tudi na druge prednosti, ki so povezane s to uro. Dajmo recimo reči tale X-Tab. A vidiš tale senzor tukaj na strani? Ta model je čarovnik, ker če jaz zdaj preslonim konico svojega, kaj je že ta, kazalca, ker zdaj jim kažeš, a ne, je ura sposobna zmeriti oziroma oceniti 9 različnih parametrov. Od tega, kako moj srček bije, koliko imam kisika v krvi. Konec koncev zna zmeriti tudi, kakšna je togost mojih arterij. Kupenih stvari, ki so povezane z mojim well-beingom. A veš, tukaj pri dirkalnikih, ki se pogleda vsa telemetrija, če vse štima, to je telemetrija za tvoje telo, tukaj na zapestju. Ura me dejansko podpira takrat, ko sem v totalni gužvi, ko vozim, ko sem na poti, ko športam, konec koncev je z mano, ko sem na sprehodu, ko ne želim imeti telefona sploh s sabo, pa hočem imeti samo tole, to mi omogoča eSIM in to je, no, ta eSIM se je izkazal za... To je meni tako dober. Pa ena aplikacija, ki mi je še posebej pri srcu, ne zato, ker bi jo ful uporabljal, ampak hecen mi je, ker nisem vedel, da je kakšna ura sposobna zmeriti ali pa oceniti moj emotional well-being. Kako se to prevede? Kako sem jaz, če sem v redu? Evo, še iz TikToka sem dobil NASA releases clearest footage of Mars yet. A veš, da nisem vedel, da se da na tej uri počekirati tudi TikTok?
Ne bom rekel, da to počnem pogosto, ampak sem pa tja me pa malo zanese in je bilo prav hecen videti, kako lahko te TikTok videe spremljam prek tega majhnega zaslončka. Pa zdaj razmišljam, če sem kaj pozabil omeniti. Kupenih stvari je zares priročnih, recimo tudi notifikationi. Tukaj vidim, če sem dobil mail, če mi je kdo pisal na Viber, na WhatsApp, če mi je kdo pisal, mislim, malo vse lahko preveriš, no. Tako. Ja, kvaj zdaj? Upam, da ste dobili en tak grob pogled, kaj je Watch5 sposoben ponuditi. Želel sem ti pokazati pa povedati, kaj koristi meni, pa kaj navduši mene. Pa se veš, tehničnih podatkov je milijavžen, lahko bi ti šel razlagati, da obstaja 42 ali pa 46 mm, to je ta velika, mislim, to je ta velika. Pa da baterija zdrži toliko pa toliko dni, pa če vklopiš varčevalen program, pa zdrži še praktično še enkrat dlje. Meni se je bolj pomembno zdel izpostaviti recimo dejstvo, kako mi pomaga ostati tudi dejaven, kako je eSIM nekaj, kar dejansko omogoči ločitev s telefonom, pa da grem kar čem, pa ostanem povezan za kakšne pomembne stvari. Pa kako jo koristim pri športu, kako mi prav pride upravljanje z gestami, kako spremem klic, kako prestavim funkcijo in tako naprej. Najbrž sem še kaj pozabil, ampak te glavne reči sem menda pokazal. Drugač pa for the record, Eva spi bistveno boljš kot jaz. Ampak se to se vidi že v živo. Jaz sem ful enega rahuga spanca, ne vem odkje. Lepo se imejte. Ajde, čau. Za konc za fora en trickshot. Če gre še noter tole. Stojim na sredini, pa metal bom nazaj. Jure me klical. Ne moram zdaj, da Jure prosto. Ajde, cilj. To je zihar zaradi ure, ne more biti drugače.